Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije As v oddaji Župan za vas, v katerih gostimo župana. Stvari, kar se tiče, to je pri davku na nepremičnine, namreč v zelo neprimernem času so ljudje dobili položnice, kjer so razočarani nad višino dajatve in moram povedati, da nekateri povsem upravičeno, drugi ne. Pri tem moramo odgovornost prevzeti skupaj z mano tudi vsi organi odločanja na občinski ravni, tudi tisti, ki pripravljajo, en delež pa tudi posamezniki, ki pravočasno niso odreagirali, da bi lahko zadeve popravili, da ne bi bile položnice tako visoke, kot so. Druga zadeva je ta, da smo v fazi izgradnje pločnika na Gornjih Slavečih. Uredili smo skupaj z državo krožišče pod cerkvijo svetega Kozmana in Damijana v Kuzmi, tako da zadeve nekako grejo naprej. V preteklosti smo v tem mandatu že tudi uredili dokončali kanalizacijsko omrežje skozi naselje Kuzma, potem ureditev pločnika iz vasi Kuzma. Lahko se pohvalim kar z nekaterimi stvarmi, ampak moram iskreno priznati, to zadnje dejanje vendarle občane in občanke najbolj prizadene in jaz sem tisti, ki sem dolžan zastopati njihove interese in jaz bom naredil vse, da bomo morebitne krivice, ki so in kjer so nastale, tudi popravili. Kaj lahko zdaj v tem primeru ljudje storijo? Se pravi, dobili so te položnice. Kaj je nek tisti pravni, normalen korak, ki jim ga vi lahko svetujete? Ja, tako je. Župan je v tem primeru drugostopenjski organ, ki prejema pritožbe in jaz sem tisti, ki sprejemam odgovornost za naprej. In moram pravzaprav odločiti tako, kot je najboljše in najbolj pravičnejše. Jaz si bom prizadeval, da bodo v tem postopku sodelovale seveda stranke prizadete, da bodo v tem postopku sodelovale tudi pristojne službe, ki lahko podajo obrazložitve in seveda tudi del občinske uprave, tako da ne bom sam odločal o tem, kajti zelo malo pristojnosti tudi na strokovnem področju si prištevam, da bi jaz o tem odločal. Bom pa poskrbel, da bo rešitev optimalna. So to kakšni roki, do kdaj se dejansko župani lahko oziroma morajo tudi ali pritožiti, ali oglasiti pri vas, ali izjasniti glede teh stvari? So kakšni posebni roki? Verjetno mislite občani. Mislite občani, stranke kot stranke? Ja. 15-dnevni rok je od prejema, datum pritožbe. Jaz tudi z tega mesta pozivam, da tisti, ki smatrajo, da so jim storjene krivice, se pritožijo. Kajti moj cilj je, da se v bodoče zadeve ne ponavljajo. En del odgovornosti bo zagotovo mogel organ odločanja, to je občinski svet, prevzeti. En del bodo mogli posamezniki, en del bo mogla tudi uprava prevzeti. En del bom mogel prevzeti jaz kot župan in tu nimamo nobene filozofije. Glave gor, ljudem treba pomagati in pristopiti. Mi smo tam zaradi občanov, ne občani zaradi nas. Vaša občina je znana tudi po tako znameniti turistični točki, kot je ta Tromejnik. Pa še eno tako vprašanje, kaj se dogaja v vaši občini na področju turizma? Kajti vemo, da nekako Pomurje je turistična destinacija in vsi se tako ali drugače trudimo, da bi ta turizem nekako dvignili na višjo raven. Ja, tu bi lahko govoril, da področje turizma je seveda zagotovo največja tematika za prihodnost v občini Kuzma. Do sedaj smo mi delali predvsem na pridobivanju novih
komunalnih infrastruktur za to, da lahko turizem poteka. Konec koncev od cest, pločnikov, kolesarski poti in zdaj smo na tej osnovi nekako. Na področju turizma bo potrebno v prihodnje narediti neprimerno več, kajti tu je, bi lahko povedal, še nek preboj, ampak na področju kulture je pa totalni mrk. In na tem področju moramo narediti več prihodnje. Zagotovo. Vam se sedaj, ne samo vam, ampak tudi vsem drugim županom po Sloveniji, se sedaj dejansko izteka mandat. V novembru so prihajajoče volitve. Volitve so, bom rekel, nek dogodek, kjer se karte premešajo na novo, se pravi, pogleda se, kaj se je naredilo, delajo se neki novi plani. Mogoče najprej vprašanje, načrtujete tudi ponovno kandidaturo na teh volitvah? Ja, pričakujem, kljub tem morebitnim krivicam ali lapsusom, ki smo jih v preteklosti naredili, oziroma jaz v vlogi župana, je prav, da tudi postajam bogatejši v svojem prepoznavanju in pri svoji lastni analizi. In moram povedati, da tisto, kar me ljudje opozarjajo, skušam popravljati in imam dokaj čisto vest. In bom ponovno kandidiral. Sami ste povedali, da bo ta vaša glavna, ena izmed teh točk tudi, se pravi, razvoj turizma, kulture in podobno. Ampak vseeno, kaj so dejansko tiste vaše glavne točke, ki jih boste na nek način sedaj izpostavili in jih boste poskušali tudi v naslednjih 4 letih tudi udejanjiti? Ja, zelo v slabem stanju so nekatere ceste, zlasti so potrebne sanacije in bo potrebno pristopiti do njih, kajti ljudje pravzaprav morajo priti do hiše po normalni poti. Potem moramo razmišljati o razširitvi prostorskih kapacitet na področju šolstva, vzgoje v občini, torej vrtec, šola. Razmišljati moramo tudi o komunalnih odpadkih, o zbirnem centru, da se uredi tako, da eden od poglavitnih zadev, ki je pa zagotovo civilna zaščita in požarna varnost, namreč želimo v občini nabaviti s tem srednjeročnem programu gasilsko cisterno. In mislim, da je to tudi prioriteta. Jaz upam, da bo uporabljena čim manj za potrebe intervencij, vendar da bo razpolaga. Želim si pa tudi, da se usposobi kader, ki bo vešče znal in zmogel uporabljati to vrstno sredstvo. Imate kar, bom rekel, široke načrte na vseh področjih, ampak vprašanje je, če bo za to imela sama občina dovolj denarja. Tu bi vsekakor verjetno boste želeli tudi kako podporo iz strani države. Sedaj ravno v teh dneh je končna faza sestavljanja vlade. Imate kakšno upanje v novo vlado, da bo, bom rekel, tej periferiji bolj prisluhnila? No, zdaj jaz moram iskreno povedati, da jaz politično kandidiram kot neopredeljeni s podpisi volivcev. Jaz imam svojo osebno opredelitev pri sebi in to jo jaz potegnem iz svoje notranjosti takrat, ko je dan volitev, ali takšnih ali drugačnih. In hočem s tem povedati, da jaz nobeno vlado do sedaj nisem imel težav. Meni je v ozadju ta politična opredelitev, meni so v ospredju ljudje. Jaz sem dobil eden življenjski nauk od moje matere, kjer mi je povedala, nikoli ne loči ljudi po barvi kože, po veri, po čimerkoli, loči samo dve vrsti, pošteni in nepošteni ljudje.
In to vodilo nekako imam in tudi na pristojnih inštitucijah se lahko pohvalim, da skozi to dosedanje mandate moje sem spoznal in spostavil nek sistem komunikacije z pristojnimi inštitucijami, bodisi na ravni države, ministrstev in pa na ravni seveda pomurskega prostora. Tako da mi je tu veliko lažje komunicirati, kot pa naprimer je bilo pred 10-15 leti. In tu si prizadevam in vem, da brez te podpore ne bo šlo, v prvi vrsti z Ministrstvom za šolstvo, vzgojo in izobraževanje, potem v drugi fazi za področja Ministrstva za infrastrukturo, potem evropskih razpisov. Je tu, da nekaj da prispeva Evropa, kolikor bomo lahko še, in pa nekaj seveda država, nekaj pa mi. In tu tudi, da ne ostanem dolžan, nas čaka kar temeljita prenova tudi dela na področju socialnega podjetništva. Zlasti za skrb mladih in starejših. In tu je velik problem tudi odliv naših ljudi, da se zaradi davka, ki ga kot državljani Republike Slovenije prejemajo, delajo pa v Avstriji, dobivajo. Tu mislim, da je velika krivica na tem področju, da ta davek gre v državni proračun, žal bi pa zelo dobro došel v lokalnem prostoru. In mislim, da tu na tem področju bo nova vlada, če sva že govorila o novi vladi, mogla nekaj storiti, da te krivice, glede na to, da je mandatar bivši župan, tudi prisluhne težavam občin. Gospod Škalič, župan občine Kuzma, čas nam je potekel. Hvala lepa za obisk našega studia. Hvala vam. Vse dobro.